Da omenim še nekaj o samih ventuzah, materialih in pa o samem vakuumu, ki ga uporabljamo. Sedaj ventuze imam iz moje leve proti desni postavljene od manj šibkih do bolj močnih, kar se tiče vleka. Če začnem pri bolj šibkih, torej pri steklenih ventuzah, steklene ventuze imamo primarno, jih uporabljamo na bolj občutljivih predelih telesa, uporabljamo recimo pri otrocih lahko, pri starejših ljudeh, torej dajmo reči pri 60, 65 let plus. In pa tele ventuze imajo v bistvu tak malo debelejši rob in zaradi tega tudi ne puščajo temnih madežev, zato se tudi priporočajo pri bolj občutljivih skupinah. Zdaj, jaz jih obožujem primarno iz tega vidika, ker z njimi z lahkoto izvajamo določene tehnike in pa zelo so enostavne za uporabo. Ventuzo uporabimo tako, recimo bom eno manjšo vzela, torej tole pumpico oziroma balonček stisnem, dam na kožo in spustim. Ventuza, kot vidite, je ravnokar ustvarila podtlak na moji koži in odstranimo tako, da spet stisnem balonček in se enostavno odlepi. Če jo vrnem nazaj, za to ventuzo lahko ustvarimo šibek do srednje močan vlek. Tile vleki se uporabljajo pri začetnih tehnikah, torej recimo, če osebo tudi prvič izvajamo masažo z ventuzami, kajti tkivo je potrebno z bolj nežnimi in blagimi ventuzami navaditi na prvi tretma. To je, kar se steklenih ventuz tiče, vse. Če gremo korak naprej, imamo tukaj dve skupini silikonskih ventuz. Torej, te silikonske ventuze jaz imenujem zen ventuze. Beseda zen, tudi kot ste že najverjetneje večkrat slišali, pomeni nekaj sproščujočega, pomirjujočega. In iz tega vidika so tudi te ventuze, prav tako kot steklene, primerne za uporabo pri otrocih, za uporabo tudi pri starostnikih, ker kot vidite, zaradi tega silikonskega materiala jih lahko uporabljamo tudi normalno čez kosti, čez sklepe, kar ti niso boleče, ker se zaradi silikona se prilagajajo sami koži, sami površini, kjer ventuziramo. Uporabljamo jih lahko tako za statično kot za dinamično ventuziranje, vendar bi opozorila, da so tele silikonske zen že veliko močnejše od steklenih in lahko pustijo temne madeže na koži, če jih za dalj časa pustimo statično. Z njimi lahko izvedem tako blag, srednje kot tudi maksimalen močen vlek. Pri močnem vleku že sedaj omenjam, če vidite, da ventuza, če recimo vlečete levo in desno, torej da drsite z njo, pušča temne vzorce, dajte popustiti pritisk. Kajti masaža z ventuzami mora v začetku biti vseeno prijetna. Kožo je potrebno vedno navaditi na masažo, torej na negativen vlek ventuze. Kako jo uporabim? Torej, bom vzela manjšo, ker jo lažje tudi dam na svojo podlaket. Stisnem ventuzo, nastavim na kožo in nimam olja trenutno, zato težje drži, in spustim. Evo, zdaj popustila. Tele ventuze veliko lepše, torej ostanejo na koži ob nanosu olja. Tele so malo boljše, kar se tega tiče, brez olja. Kako jo odstranim s kože? Zdaj, če je ventuza na koži, jo odstranim, da jo ponovno stisnem in odstranim stran, ali pa druga možnost, recimo, da spodaj pod ventuzo grem z prstom in se avtomatsko odlepi. Tule bi omenila tudi, da ko izvajate masažo z ventuzami in je seveda nanešeno olje, si roke umijte. Zato, ker boste sicer tele zen ventuze iskali po celi sobi okrog, ker kako greste z mastnimi rokami masirati, zelo hitro spodrsnejo iz rok. V nasprotnem primeru od teh, ki hitro spodrsnejo iz rok, so pa tele silikonske ventuze odlične. Rečemo jim tudi terapevtske ventuze ali pa ventuze z ročajem oziroma edge ventuze. Zdaj, če pokažem, tele edge oziroma z ročajem so ravno zato, ker imajo tak prijeten ročaj,
Torej, ko damo ventuzo, bom vzela najmanjšo, ko dam ventuzo na, recimo v tem primeru na roko, torej s prsti primem okrog, s palci stisnem navznoter in dam na kožo. Stisnem, roke odstranim in kot vidite, se je zdaj že zelo lepo prijela na mojo kožo in to brez olja. Tele so odlične tudi za statično ventuziranje. Pa tudi zaradi tanjšega roba, ki ga imajo, se počasneje odlepijo od kože. Plus odlične so pri osebah, ki so recimo bolj poraščene, kajti ne prehaja toliko do samega, dajmo reči, do kisika, ki prihaja pod ventuzo in se tudi zaradi tega hitreje odlepijo. Prav tako lahko z njimi delate čez sklepe, čez kosti in je povsem neboleče. Imam pa eno opozorilo. Tele edge ventuze je nujno potrebno v štartu uporabljati z blagim vakuumom. Kajti za nalašč si opuščam na roki, lahko hitro opazite, da se je začela ventuza oziroma moja koža se spodaj začela zabarvati. Tele ventuze in pa tele plastične so znane po tem, da pustijo zelo temne madeže, ker so namreč lahko naredijo zelo močen vlek, torej zelo močen vakuum. Tele dvoje ventuze, bom kar za oboje skupaj govorila, primarno uporabljamo pri osebah, ki so 16 plus, pa tamle nekje do 55. leta. Vse po tem letu jih lahko uporabljamo zgolj in izključno pri osebah, ki so športno aktivne. Če so mišice atrofirane, torej da so mišice zelo tanke oziroma nerazvite, ne uporabljamo plastičnih ali teh terapevtskih ventuz, ker so lahko premočne in naredimo z njimi več škode kot koristi. Okay. Čudovito barvo sem že dobila na koži, kako odstranim ventuzo iz kože. Torej, enostavno, če grem s prstom spodaj, ravno kar je pobegnila, če grem s prstom spodaj, se zelo hitro odlepi. Torej, spustim zrak v ventuzo in ventuze več ni. No, zato, ko delamo drugi osebi, je veliko lažje. Tretja skupina, oziroma tu še omenim moč ventuze, enako. Z njimi lahko delamo statično ali dinamično. Moč vleka oziroma vakuuma je lahko blaga, srednja in pa maksimalna, kot že omenjeno. In pa za na konec plastične ventuze. Plastične ventuze je najbolj značilna roba iz Kitajske, doskrat kdo reče. Imamo jih pa različnih velikosti. Zdaj, jaz imam tule na mizi 4 različne velikosti, obstajajo še manjše. Največja velikost, srednja, potem imamo pa tele, ko imajo malenkost drugačen rob. Tele tudi priporočajo recimo za dinamično uporabo okrog samih sklepov, ravno zaradi tele oblike. Tule je še enak model, le da je manjši. Tele ventuze uporabljamo enako, kot sem prej rekla, le in izključno pri ljudeh, ki so že vajeni masaže z ventuzami, in pa jaz plastične primarno uporabljam le za statično ventuziranje. Lahko jih uporabljate tudi za dinamično, vendar prosim ne z maksimalnim vlekom. Če delamo maksimalen vlek, je to lahko le statično, zato ker bo terapija preboleča. In tudi velikokrat lahko povzročimo preveč mikropoškodb v samem tkivu spodaj. Tako da le z blagim ali pa mogoče z srednji vlek teh ventuz je že skoraj premočen. Dajmo reči raje z blagim vlekom. Takle, to je, kar se tiče naših ventuz vse. Omenila bi še edino v tem delu, kako sploh tako ventuzo nanesti na kožo. Tule imate rumeni delček, ki mora biti prosto gibajoč, in če tole pištolico večinoma vsi poznate, torej en konec namestim na tale rumen del, dam na svojo roko, na kožo in, dajmo reči, napumpam zrak ven. Torej obratno kot pri, kako bi se izrazila, pumpanju gum, ko zrak gre navznoter, ga tu vzemamo navzven oziroma v stran.
Tu se je ustvaril zelo lep vakuum oziroma zelo lep podtlak. In kako odstranim ventuzo? Odstranim jo pa tako, da tale rumeni zatič potisnem k sebi navzven. Tudi ventuza se zelo hitro odlepi. Drugo, tole pištolico, ki jo pa lahko vidite na mizi, je pa električna, se jo enostavno prižge, lučke zasvetijo, dam ventuzo spet na enak princip kot prej. Tule ima enako kot, ima pač petelinček, tale pištolica vakuumska, namestim na kožo, stisnem petelinček, ko je dovolj, stisnem še enkrat, odstranim stran in smo spet na enakem delu kot prej. Potisnem zatič navzven in se ventuze rešim iz kože. Evole, to je zaenkrat vse o teh ventuzah in upam, da sem vas naučila kaj novega.